Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav z komentatorskega mesta v Stožicah. Pred nami je torej derbi 18. kroga prve lige Telemach med Olimpijo in Celjem. Prav z obračunom torej vodilnih ekip prvenstva se končuje tudi prva polovica državnega prvenstva v tej sezoni. Olimpija ima 13 točk prednosti pred današnjimi gosti. Srno Markovič, Strada, se je prekinil za Pukovnik, priložnost, zdaj se Celjano odpira nekaj prostora, Bizjak, odlična podaja, Popovič do strela! Ona ostaja 0:0. Popovič, če bi morda tu sprožil recimo takoj ob sprejemu žoge. Zelo hitro cirkulacijo ogrožajo gol Olimpije. Morozov, priložnost za predložek Popoviča pred vrata. Tam je bil David Zec. Suale, naprej stekel Kvesič in Strada. Zdaj Ljubljančani kombinirajo. Suale podaja proti oddaljenejši vratnici. Olimpija v bloku, morda proti napad za Ljubljančane. Toda podaja ni bila dovolj natančna za Ruija Pedra. Morda priložnost, da je spet Matko. Ostaja 0:0. Brez prekrška sodnik Boni spušča precej čvrsto moško igro. Tu je zdaj priložnost za Celjane, za Pukovnik, podaja pred vrata, lahko bi se odločil za strel. Četrti kot za Olimpijo, podaja pred vrata, Milović do strela, spet nekaj sreče za Celjane. Bomo pa videli, v zimski pauzi se lahko zgodi marsikaj. Ja, je pa res, da prav danes po tej tekmi je končana prva polovica sezone, pa ide do strela brez težav za Matevža Vidovška. Mr. Arteta, very equal game. It could go either way, but the end draw without conceding a goal. Yeah, it was a difficult game. We have 1 point each, so we have the same distance with the second and 1 week less. So we have to win this week and keep working. You started very well with a lot of pressing, with a lot of aggression. This was part of the plan. Yes, of course, it was part of the plan to make a good pressing and try to have chances attacking, but they don't concede a lot. But okay. I guess you already spoken with Mr. Riera. Is he satisfied with the performance today? I didn't speak with him. Now I will be with him, and we spoke and we analyzed the game and we concentrate on the next game. Darjan Matić in Roman Pilipčuk, pričakovano, izenačena tekma, trda tekma. Že v taboru Olimpije so nekako poudarjali, da so imeli občutek, da se je odmor poznal. Ste tudi vi začutili to pri vaših fantih, da je danes bilo nekaj več težav? Как бы ожидано, что игра была ровна, в таборе Олимпии сказали, что там видно было, что был большой перерыв, если они тоже так считают. Ну да, перерыв был большой, но я так понял, что сказали, что игра равная. Ну да. Ну я не могу согласиться, я не думаю, что игра была равная, мы имели 4-5 моментов 100%. Олимпия практически ничего не имела, поэтому я не думаю, что здесь игра равная, но то, что раскачивались тяжело, это и говорит о том, что мы потеряли игровой тонус. Ja, bil je dolg premor, nekako smo bili brez tega igralnega tonusa in nekako težko smo tekli. Kar se pa tiče tekme, se pa ne strinjam, da je bila izenačena tekma, saj smo imeli 3-4-100% šanse, Olimpija praktično ni imela. Ko smo vas gledali takole ob robu igrišča, je bilo jasno, da ste pravzaprav z edinim vidikom, s katerim niste zadovoljni, je bila realizacija. Mi, наверное, недовольны только реализацией. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить ребят, которые проделали очень хорошую работу сегодня. И то, что мы говорили, все выполнили. Молодцы, что смогли быстро перестроиться с 3-5-2 на привычную нам 4-3-3. И, конечно, мы очень расстроены, потому что я считаю, что мы вторую игру не добираем очки.
в играх, которые мы считаем, на наш взгляд, мы должны были брать максимум очей. Prvo bi se rad zahvalil fantom za to tekmo, nekako so upoštevali vsa navodila. Mogli smo se tudi hitro iz 3-5-2 v naš sistem 4-3-3 nekako prestaviti. In nekako smo zelo slabe volje, ker mislim, da že drugo tekmo zapored nismo vzeli te točke, katere smo si mogoče na igrišču zaslužili. Tekma, ki bi nekako lahko šla v eno in drugo smer. Zelo dobro ste začeli prvi polčas, na to pa predvsem v drugem delu tudi Celje do nekaj zelo lepih priložnosti. Pa mislim, da je predvsem jasno to, da po 3 tednih premora je igrati danes tekmo zelo težko, ker mislim, da so vse ekipe padle iz tekmovalnega ritma, tudi treningi so bili prilagojeni, tudi danes vidimo, poškodbe so prisotne, tako da na koncu lahko rečem, da je 0 čisto v redu za obe ekipe, tako da nažalost nismo zmagali, ampak treba je biti zadovoljen tudi točko. Je pa treba pozoriti, da po 3 tednih pauze sred sezone je res težko in predvsem nevarno za igralce po takem mrazu. Ja, že pred tekmo smo veliko govorili o tem v studiu, kot ste dejali, tudi druge tekme so bile bolj ali manj, recimo temu podobne, trde, s težavami. Zdi se, da imate pravzaprav vse ekipe v tem delu sezone nemalo problemov. Absolutno, noben ni navajen na ta premor, to se pravi med sezono. Če dodamo še zraven ta mraz, ki bo vse bolj prisoten, je to zelo nevarno za igralce, to se pravi poškodbe. Danes smo bili prisotni dvema poškodbama, tako da jaz upam, da vsi ostanemo zdravi, da lahko v drugi del sezone stopimo vsi pripravljeni. Je pa na koncu ta vidik, da nekako ostaja status quo, zadržali ste isto prednost pred zasledovalci, kar je iz vašega stališča verjetno pozitivno. Ja, sigurno, ampak se pravi, ne moramo biti zadovoljni dejansko s predstavo v celoti, tako da treba biti boljši že naslednji četrtek proti Muri, moramo precej več pokazati, če hočemo, da ohranimo prednost še naprej. Recimo temu pričakovana tekma, veliko so tudi v taboru Olimpije poudarjali, premor je bil dolg, zdelo se, da je imelo to nekaj učinka danes na obe ekipi. Ja, definitivno se je poznalo, da v bistvu 2 vikenda nismo imeli tekme. Mislim, da na začetku smo imeli malo problemov, nas je Olimpija prvih 30 minut nas je dobro držala, zato smo tudi hitro šli v menjavo sistema. Potem drug polčas se mi zdi pa, da smo kontrolirali tekmo, stvarili smo si res lepo število zrelih priložnosti in mislim, da nam je lahko žal, da nismo dosegali gola. Ja, kot ste omenili, sprememba sistema, nekako je vse skupaj sovpadalo s tisto prvo poškodbo, ampak od tistega trenutka dalje ste izgledali bolje, predvsem v napadalnem smislu. Ja, res je, nekako tekmo smo začeli v nam netipičnem sistemu s 3 branilci in smo imeli veliko problemov, tako da ob menjavi sistema na naš klasičen sistem se mi zdi, da smo začeli bolj kontrolirati žogo, da smo imeli večjo posed žoge in smo zato tudi igrali boljše. Ste zdaj edina ekipa, ki po 2 tekmah proti Olimpiji še ne pozna poraza, verjetno pa je vseeno nekaj grenkega priokusa, recimo temu stanje na lestvici ostaja enako, točkovna razlika. Ja, definitivno. Mislim, da smo si danes glede na priložnosti res zaslužili zmago, ampak na koncu smo si pa krivi sami, ker nismo zabili gola.